Prihajam iz Inštituta za transmedijski dizajn in eden od projektov, ki ga razvijamo, je naš večmedijski projekt, ki se imenuje Zvite pravljice. Mi mu pravimo, da je to en ogromen univerzum. Zakaj? Ker je to v bistvu lekcija ljubezni, empatije, tolerance, razumevanja, ki ga govorimo skozi spletne epizode, tehnološko napredne knjige, augmented reality razstavo, skozi program edukacijski in samo TV serijo. Ta projekt, razvoj, so v bistvu že sofinancirali Evropska komisija, Creative Europe Media Desk, Slovenski filmski center, Portugalski inštitut za audiovizualno umetnost. Projekt je bil prezentiran v Kanadi, v Varšavi, v Malmu in tudi v sklopu Berlinala s pomočjo Kids Regija. Ampak kaj to pravzaprav je? Mi smo skozi raziskavo ugotovili, da današnje pravljice otroke stigmatizirajo. Zakaj? Ker jih učijo stereotipov. Da se poročijo z bogatim moškim, da sanjajo princa. Mi pa tega ne želimo. Zato smo te poznane zgodbe vzeli, jih preinačili, jih zvili na način, da smo določene stigme umestili v narativ. Ampak na kakšen način? Naša pilotna epizoda se imenuje Prava pepelka. In ta pepelka ima le eno nogo in željo, da bi le plesala in plesala. Ona živi z mačeho in dvema sestrama in očetom, ki zlorabe ne vidi, ker preveč dela, hodi na berglah. In takrat, ko je ples najavljen, ko vsi bežijo po svoje vstopnice, si tudi pepelka želi svoje. A kaj se zgodi? Ko pride na trg, jo grozni ljudje udarijo, pade, zlomi si berglo. In kaj potem? Vsa je sesuta, joče in le s pomočjo ene bergle pride do gozda. V gozdu zaspi. Najdejo babica in živali, ki odnesejo v njeno majhno gozdno hiško. In drugo jutro, ko se zbudi, je spodbujena, da si namesto bergle naredi leseno nogo. In to ji uspe s pomočjo živali in njenih prijateljev. In pride, pepelka pride na ples. Princ jo zagleda in želi zaplesati. A kaj, ko jo zagledajo tudi mačeha in sestre? Odstranite jo, se derejo. A princ je tisti, ki vidi pepelko in na koncu odstrani mačeho in dve grdi sestri. Princ in pepelka plešeta in njena želja se izpolni. In kaj več? Princ jo želi poročiti, a pepelka tega ne želi, saj je prišla le plesat in seveda ste se šele spoznala, lahko pa sta prijatelja. In kaj potem? Ko se pepelka vrne domov, je oče v vmesnem času spoznal zlorabo in je iz hiše umaknil zlobno mačeho in dve sestri. In tako so vsi plesali srečno do konca svojih dni. Ta projekt je namenjen otrokom in zato je nastal tudi skupaj z otroci. Za potrebo projekta in participatornega ustvarjanja smo z defektologinjo ustvarili metodologijo poučevanja destigmatizacije v šolah skozi delavnice. In kako se je začelo? Otroci so pepelko narisali. Vzeli smo vam barve, patterne in začeli s spreminjanjem karakterjev, kako bi dobili karakterje, ki lahko kasneje funkcionirajo v spletni epizodi, TV seriji ali knjigi. Ko smo prišli do inicialnih karakterjev, smo le-te ponovno testirali. In kaj se je zgodilo? Ja, smejali so se. Zakaj pa? Saj načeloma jim bilo v redu, ampak babica ne more imeti roza las. In poglejte to krono od princa. Kaj pa šele ta rit? A vi to vidite od mačehe? Pa noben nima tako velike riti. Vrnili smo se nazaj, preinačili vse, vzeli vse komentarje v račun in začeli znova. Takrat smo oblikovali nove zgodbe in ilustracij, jih nadgrajevali in skozi novo testiranje so naši otroci povedali, da to je tisto, kar si želimo. Metodo smo prijavili in prejeli tudi nagrado Social Marie, ki je najstarejša nagrada za družbene inovacije v Evropi. Spoznali so naš projekt in metodo kot tisto, ki jo potrebno umestiti v šole. In kaj se je zgodilo naprej? Ta projekt smo prijavili na razpis, saj smo želeli razviti knjigo, ki bo interaktivna, ki bo otrokom dana, da lahko
jo berejo, se z njo igrajo ali v njej tudi ustvarjajo. Do ilustracij se dostopa s pomočjo telefona, ki oživijo in je v ozadju igra, skozi katero je otrok še naprej vpleten področje stigme in pomaga glavnemu karakteru prebroditi in premostiti določene težave. To knjigo smo tudi testirali v Frankfurtu na knjižnem sejmu, kjer so odzivi bili zelo pozitivni. Naš mentor je bila Miljana Dragičević, ki živi na relaciji med Zagrebom in Amsterdamom in se ukvarja z promocijo, razvojem in umestitvijo inovativnih, animiranih, audiovizualnih projektov v tujino. In če nas vprašate, zakaj vse to? Zato, ker mi verjamemo, da samo življenje ni dovolj, da vsak mora imeti svoje sonce, svojo svobodo in svoj cvet. In to je naš cvet. Hvala.